Ja, živjo, hvala Lisa in tudi hvala Anji, za to pač res prijetno sodelovanje in pač, da lahko sodelujemo kot cela Slovenija, da tudi vam nudimo naše vsebine, ki vam zagotovo lahko pridejo zelo prav. Sploh pa v temle obdobju, v katerega zdaj vstopate, res, še tole podelim. Letos vas čaka matura, vse, ki ste zdajle tukaj. In gre za nek tak kar pester, dinamičen preizkus, lahko tudi zelo stresen. Tako da vam bomo zdajle, kakor se bo pač dalo, pomagali, vam dali kakšne uporabne nasvete. Zdaj, predmet slovenščina, na maturi je sestavljen iz 3 delov, Dvakrat vas čaka pisni preizkus, enkrat pa potem še ustno soočenje s profesorji slovenščine. In pač najprej se boste zelo ukvarjali z esejem, Tale maturitetni šolski esej je vezan na neka predpisana literarna dela, ki jih vsako leto pač določi izpitni center, In letos se bo esej pisal 4. 5., kar je že zelo kmalu. Pričakovana dolžina eseja je nekje 600 besed, za nekatere je to lahko zelo veliko, za druge zelo malo, in nimajo težav s tem. Vse to je pa nekako smiselno, jasno, urejeno, strukturirano, podati v 120 minutah, Šolski esej je predvsem pomemben zato, ker na koncu prinese 50% končne ocene, kar je res ogromno. Po tem prvem preizkusu vas potem čakata še razčlemba neumetnostnega besedila, ki bo na koncu prinesla 30%, pri končni oceni in pa potem še ustni del, Z ustnim delom boste pridobili 20% končne ocene. Ravno zato se je pa v bistvu na esej zelo dobro čim bolj intenzivno in konkretno pripraviti, ker je 50% res precej, Letos vas čaka tema v svetu blišča in bede. S to temo se pa boste ukvarjali v okviru 2 romanov. Eden je slovenski, torej delo slovenskega avtorja, Čudežni Feliks, roman Andreja Hinga in pa splošen večni veliki Gatsby, Fitzgeralda. Zdaj, obstaja film, res je, in absolutno priporočam tudi to, da si ga ogledate, da doživite še nek, mogoče še malo drugačen pogled na celotno obdobje tistega časa. Absolutno pa ne bi rekla, da je to nadomestilo za tale roman, Tako da absolutno svetujem branje. Kaj pravzaprav, maturitetna romana sta izbrana z razlogom. In sicer lahko tudi v okviru tega naslova vas že vabi nekako k temu, da razmišljate o blišču in bedi. In tudi če to doživljate na nek tak abstrakten način, da si ne znate čisto predstavljati, vas res tukaj vabita oba romana, da razmišljate o tem tematskem sklopu iz različnih zornih kotov, Se pravi, da razmišljate o blišču, a je lahko blišč nekaj slabega, a je lahko to samo prevleka, ki skriva ogromne tegobe, konflikte, vojno, In mogoče vi še bolj lahko doživljate to kot nekaj relevantnega v smislu aktualizacije, v smislu, da o tem doživljate, kako se tega
lotevati danes, kje vas vse to spremlja. V bistvu smo res oddani s socialnimi omrežji, v bistvu je to postal naš način življenja, in da o tem lahko razmišljate tudi na način, kaj mi kažemo na ven, na socialnih omrežjih, kaj je pa v resnici tisto, kar je resnično. Se pravi, ta dvojnost, ki jo znotraj obeh romanov lahko raziskujete, o njej razmišljate tako pač v smislu zabave, glamurja, neskončnih glamuroznih zabav v Velikem Gatsbyju, tudi graščine v Čudežnem Felixu, kaj se pa dejansko dogaja, torej kako globoko nesrečen je Gatsby zaradi nesojene ljubezni, kaj je tudi na tej graščini, pač kaj se znotraj teh 4 sten dogaja, kakšne zmerljivke, poniževanja, čemu vse smo priča pač ob prebiranju obeh romanov. Tako da absolutno, kar je pravzaprav tisto, k čemer stremijo pri se pravi sploh izboru naslovov maturitetnih del in potem pri pisanju samega eseja, je, ker od vas zares želijo izvabiti, vas preizkusiti k temu, se pravi povabiti k temu, da pokažete, absolutno, da obvladate slovenski knjižni jezik, da se znajdete ob pomembnem, dobrem literarnem delu oziroma dveh ali večjih v okviru pač nekih že vnaprej izbranih del, da lahko dodajate svoja razmišljanja, svoje doživljanje, svoje vtise o tej temi, vendar jih podkrepite, se pravi z nekimi dejstvi. Tukaj se velikokrat zatakne kombinacija enega in drugega, koliko je tukaj prostora za subjektivnost, ampak bomo zdaj v nadaljevanju še malo bolj podrobno to povedali pa razložili. Se pravi, vse to doživljanje, razmišljanja, diskusije, morate pa znati podati na nek kakovosten način, se pravi to kakovostno besedi. Pri nekaterih je težava, recimo, da imajo zelo dobro razmišljanje, da znajo podati zelo dobre argumente, ampak je to težko besediti v samem romanu, v samem eseju, se opravičujem, ali pa obratno, se pravi, da Prosti, ker prekinjam, ampak kaj PowerPoint bi se moral premikati? Ker je še vedno na prvi, ja, še vedno je na prvem slajdu. Ja. Še vedno? Kaj pa zdaj? Ne, zdaj pa je. Zdaj pa gre, ja. Aha, okej, potem pa bom jaz takole imela potem tole prezentacijo, prav? Ker očitno, če povečam, se potem ne premika. Ker na mojem zaslonu je kazan, tako da, okej, se opravičujem. Vse v redu. Gremo lahko naprej. Okej. Ja, se pravi, pokazati neko jezikovno kompetenco, ima pa vseeno šolski esej zelo jasno strukturo, da spremljajo navodila, imate podana navodila. Na podlagi teh navodil morate pa popravljalca, ocenjevalca prepričati o svojem znanju. Zelo problematično je na primer to, da se na urah slovenščine zelo intenzivno pripravljate pač na oba romana in je znanja res ogromno. Ne smete pa v samem eseju podajati vsega znanja, ki ga imate. Zato so navodila tam, z razlogom so tam, da vas pravzaprav zelo specifično usmerjajo od ene postavke k drugi, ki vas pač posledično vodijo do nekega strukturiranega, jasnega, urejenega, celovitega eseja. Tako da, ko boste pač letos odprli maturitetno polo, boste zagledali 3 naslove. 2 bosta namenjena oziroma 2 bosta temeljila
oziroma vas boste vabila k temu, k razpravljalnemu eseju. Eden pa bo interpretativni, oziroma razlagalni. Ne vem zdaj, koliko je smiselno, mogoče, če se bo kdo javil, mi vse lahko poveste, če že veste, ali se boste odločili za enega ali za drugega. Razpravljalni. Razpravljalni, ja, če kdo? Verjetno interpretativni. Okej, ja. No, odlično. Saj, kakršnokoli pač odločitev boste sprejeli, najboljše je, da seveda pridete tja in v bistvu, ko vidite sama navodila, se odločite, za katerega se boste, pač se odločite med enim, drugim, oziroma letos prvim, drugim in tretjim. Vseeno pa predlagam, da na eseju, se pravi, pač na dejanski maturi ne eksperimentirate, a ne. V šoli ste se zelo verjetno veliko bolj pripravljali na razpravljalni esej, kar mogoče tudi ne bi tako. Na koncu je sicer ocena razpravljalnega splošno nekoliko slabša, ampak to je zgolj zaradi tega, ker se številno veliko več dijakov odloči za razpravljalni esej. Je pa razpravljalni esej nekako tisti, ki je nekoliko lažji v smislu, da ima neka jasna navodila, a ne, v bistvu precej bolj jasna navodila. Pač tipično imate s tem tipom eseja, kot sem že rekla, veliko več prakse in kar je tudi ključnega pomena potem za pisanje pod stresom, a ne, ker pač gre za en tak stresen dan. Interpretativni esej je mogoče za malenkost ambicioznejše. Razčleniti morate odlomek, a ne. To pomeni nekako najti slogovna sredstva, stavčne figure, metafore in podobno, ampak v skladu z navodili, a ne. Kar je tukaj tisto, kar zelo pogosto zavede dijake, vi se morate tukaj res ukvarjati z odlomkom, a ne. Se pravi, vse razlage, ki jih boste podajali, morajo temeljiti na samem odlomku. Razen, če vas pač navodila vodijo k temu, da primerjate vsebino odlomka s celotnim romanom, ali lik, ali kaj podobnega, a ne. Kot sem že rekla, a ne, matura se niti meni, niti Anji, ki sicer z mano pripravlja vsebine in popravlja eseje, nekako se nama ne zdi najboljši čas, a ne, za eksperimentirati, tako da naj pač prvi interpretativni esej ne bo ta na maturi, okej? Pri samem razpravljalnem eseju vas bodo čakale, oziroma tudi pri interpretativnem, ampak vas bodo čakale take zelo jasne postavke, a ne. Če se spomnite pač navodil, pogosto pač dijaki rečejo, sploh ne vem, kaj ta navodila zahtevajo od mene, ali pa o tem lahko veliko več napišejo. Pravzaprav so te ključne besede, ki jih najdete v navodilih, torej predstavi, primerjaj, razloži, so zelo pomembne, a ne, in vas zelo jasno usmerjajo k temu, s čim se morate pravzaprav ukvarjati. Okej, to sem že povedala. Kar se tiče ocenjevanja, je tako, se pravi, 120 minut imate na voljo, v 120 minutah naj bi podali nekako 600 besed. Če imate z številko težave, se pravi, če bi bilo napisanih manj kot 500 besed, bi se vam odbijale točke, tako da bodite pazljivi na to, mogoče si pač preštejte besede
v prvih 3 vrsticah, pa jih potem delite, tako da dobite občutek, koliko besed na vrstico približno pač napišete, da boste imeli nekako okvirno predstavo. Gre pa ocenjevanje po principu zbiranja napak. Se pravi, možnih je 50 točk, ki jih lahko pridobite na eseju. Znotraj tega se porazdeli teh 50 točk in sicer 30 jih je namenjeno vsebini, ostalih 20 točk se pa porazdeli med jezikovne napake, slogovne napake in pa zgradbe. Zgradba je uvod, jedro, zaključek in odstavki znotraj jedra. Samo število ne more biti čisto specifično, ampak nekako tudi sama navodila vabijo k temu, da tudi znotraj jedra oblikujete še 3 odstavke. Se pravi, bi bilo vse skupaj nekje 5 odstavkov. To so res podarjene točke, če vi vsebinsko ustrezno ločujete tudi odstavke. Se pravi, da je porazdelitev v odstavkih ustrezna za samo vsebino znotraj teh odstavkov. Okay. Pri jezikovnih pravilnostih je tako, da tukaj pač gre za tiste vejice, ki so problematične, zapisi besed in podobno, se pa za 2 napaki potem odšteje pol točke. Kakor sem zasledila, naj bi bilo letos to malo bolj pogledano s prste, v smislu, da ne bi bilo toliko strogega ocenjevanja, ampak ker je to spet prvo leto, ko se bo to dejansko dogajalo, zaradi posledic pač pandemije, ne morem čisto jasno pokomentirati, kaj to pravzaprav pomeni, koliko bo res teh olajšav. Slog je zadeva, ki se je ne da tako zelo hitna, tako zelo iz danes na jutri popraviti. Predvsem se pridobi ta občutek skozi veliko branja in pač že samega občutka pravzaprav bolj za književnost. Vseeno pa boste pazljivi na ostale stvari, se pravi vsebinsko, da se res držite jasnih pač navodil. Jezikovne pravilnosti, absolutno, če se zavedate, da je prisotna neka težava, ki se res ponavlja, se pravi, ne vem, zapis j-ja življenjski ali pa kaj podobnega, da tistih par minut, ki vam ostane na koncu, da ko greste še enkrat preleteti sam esej, kar absolutno priporočamo, da ste pozorni potem na tiste napake, kar pa boste v bistvu nekako dobili feeling za to ob pripravi na sam esej, ko boste vadili pač specifično, mislim, ko boste vzeli nek naslov in boste lahko pač potem se lotili samega pisanja. Okay? A je tukaj kaj še takega, kar sem želela povedati? Če ne, se bom pa vrnila. Ponavadi, kot sem že rekla, znotraj jedra členite še 3 nekako odstavke. Tipično, ni nujno, se bo šlo za neko predstavitev lika, kakšnega ključnega dogodka, potem je tu primerjava, ki je zelo pomembna. Kar se tiče primerjave, bodite pozorni, da izpostavite tisto podobnost ali razliko, če rečemo zdaj, na primer, pri obeh glavnih likih, neko podobnost, se potem ukvarjate s to podobnostjo, ne iti razlagati najprej, kar se tiče Felixa in potem, kar se tiče Gatsbyja. Izpostavite tisto podobnost ali razliko in jo potem pojasnjujete in utemeljujete. Okay? Na koncu vas bo zelo praktično sigurno vodil ali pa vabil, pač navodilo vabilo k vašemu komentarju oziroma mnenju. Tukaj je zelo dobrodošlo, vseeno pa to podajate z nekimi utemeljitvami, z nekimi primeri,
ki se bodo nanašali tudi na sam roman. Ne vem, nahajamo se dejansko v času, kjer ne vem, pač res se odvija ta vojna v Ukrajini, tukaj se oba dva romana odvijata ali tik pred vojno ali po vojni, tako da je v bistvu veliko prostora za to razmišljanje, doživljanje in posledično aktualizacijo. Kar se tiče nekaj osnovnih nasvetov, preberite knjigi. Tukaj pač imamo tudi na platformi webinarje, tudi delavnice zdaj imate ogromno vredno nekih vsebin, film, ampak nič vas ne bo pripeljalo do tega ali pa do tega poglobljenega razmišljanja ali pa sploh občutka, koliko si suveren, samozavesten pri samem pisanju eseja, če ne boste prebrali obeh knjig. V bistvu bo vam to iskanje obnov, pa razlag, pa ne vem, pač v različnih vsebin vzeli ravno toliko časa, kot če bi prebrali knjigi, samo da pač bi tam bili dejansko doživeli te dve knjigi, ki sta zares čudoviti in sta vredni svojega časa. Ne pretiravajte s temi pač eseji, kar se tiče poskusa, seveda, to je način vaje, absolutno je priporočeno, vseeno pa raje se lotite tega na način, da napišete, ne vem, 3 eseje, jih pokažete sošolcem, profesorjem, jih pošljete nam v popravke, ampak da se tistih lotite poglobljeno, ne pa da jih napišete 15, in potem nikogar ne vprašate za komentar, kakšen je ta esej. Letos je možna, in tudi lani je že bilo, je v sklopu pač naslovov možnost tudi primerjava zgolj Čudežnega Feliksa z nekim drugim romanom iz svetovne književnosti. Zdaj, večina vas je tukaj takih, ki ste se pri slovenščini poglobljeno ukvarjali z analizo obeh del. In se z njih, je kdo želel kaj povedati, vprašati? Se pravi, bi rekla, da se z nobenim drugim delom pri slovenščini ne ukvarja tako poglobljeno, kot je v tem primeru tukaj vzporedno Čudežni Feliks. Tudi gre za kratko knjigo, tako da jo je pač simpel prebrati v zelo kratkem času. Absolutno, če se vam zdi, da boste boljše primerjave, vzporednice našli znotraj kakšnega drugega dela, pa se pač absolutno lahko tudi tega lotite. Dan pred esejem bo tak, zna biti zelo zanimiv, ampak dajte poskrbeti za to, da se spočijete, če ste prej, se pravi, v tem obdobju že to, da ste danes tukaj, kaže na to, da ste nek čas posvetili pripravi, tako da dajte si tisti zadnji dan vzeti za počitek, za kakšne mogoče, da preletite kakšne vsebine, ampak ne pa, da se stresirate celo noč, imate all-nighterje, na long term se ne obnese. To je šele začetek maturitetnega obdobja, tako da dajte si nameniti tisti čas za počitek. Osnutek je ključ. Osnutek je res ključ in če si boste oblikovali nek jasen osnutek, si boste zelo lepo, bomo tudi v nadaljevanju povedali, ampak da si označite pomembne dele v navodilih in si potem tudi zapišete stvari, ki jih boste podajali kot utemeljitve, da boste v bistvu potem, ko se boste lotili pisanja eseja, samo pisali. Ker če imate pred sabo dober osnutek, je v bistvu pisanje eseja steče samo od sebe.
Kar se tiče uvoda pa zaključka, sem pač že nekoliko povedala, nekaj bom tudi še v nadaljevanju povedala, ampak res bodite pozorni na strukturo. Za sam uvod, v bistvu o samem uvodu lahko razmišljate in tudi o zaključku, kot sem že omenila, vas bo vabilo k aktualizaciji, k nekemu podajanju osebnega mnenja, kar v bistvu pomeni, da se lahko za uvod in zaključek pripravljate že prej. Predvsem skozi kakšno diskusijo s sošolci, s kolegi, ker absolutno, ko vi berete nek roman, pa se boste potem o tem ali pa o nekem specifičnem dogodku znotraj romana pogovarjali z enim sošolcem, bo on to doživljal na čisto drugačen način in vam lahko da še toliko več nekih idej ali pa vas povabi še v čisto druge razmisleke, tako da absolutno je dobrodošlo to, da se z vrstniki pogovarjate o vsebini. Okay. Ne vem, zakaj sem dvakrat podala to pretiravanje z esej, se opravičujem. Kako pa si pol porazdeliti čas pisanja? To je pa tudi ena zelo delikatna zadeva, Pri nas predlagamo, oziroma naša Anja še več časa predlaga, da se ga nameni osnutku. Vseeno pa je 120 minut zelo veliko časa, če si ga smiselno razporedite. 20 minut za osnutek se vam mogoče zdi veliko, ampak res poudarjam, da osnutek, dobro zasnovan osnutek, lahko prinese do tega, da mislim, tudi v precej krajšem času, tudi lahko spišete same esej. Tako da res poudarjam, predlagam, res vas vabim k temu, da si zasnujete osnutek. Če 20 minut namenite osnutku, vam še zmeraj preostane 90 minut časa, kar je res ogromno, če imate vi že zelo jasno napisan, kaj pravzaprav naj bi bila vsebina vašega eseja. Na koncu mogoče odložite pisalo, zadihite za, ne vem, poglejte skozi okno za 30 sekund, pa se lotite ponovnega prebiranja. Bodite pozorni tudi na, tako kot sem že omenila, če se zavedate, da vas ene težave zelo pogosto pestijo, da se res pojavljajo, bodite pozorni potem na take zadeve. Tudi, kaj sem se še želela reči? Tudi, da ste, lepopisje, pač je popravljalec, ki ima pred sabo, ne vem, 100 esejev za popraviti. Ne bo se ukvarjal s tem, da bo znal prebrati za vami. Tako da bodite pozorni tudi na take stvari, pač čičkanje in take zadeve. S tem, da se čičkanja in teh, pač ko boste potem brainstormali, a bi bilo to bolj tle, pa se to predstavlja, in čička in puščice riše, z dobrim osnutkom se pač izognete temu, tako da res ne morem nehati poudarjati tega, da je osnutek ključ. Kar se tiče pisanja osnutka, ne vem, ponavadi so navodila nekako imajo pač tisto uvodno poved in pa potem naprej neke postavke, se pravi, da pravzaprav en del navodila dopolnjuje prejšnjega, se pravi, v bistvu tako se lepo sestavlja in vas vodi čez ta miselni proces. Tako da, dajte si počrtati, označiti, karkoli pač želite, tiste pomembne besede, ker je res velika razlika, a rabite vi primerjati, a rabite predstaviti, a rabite samo našteti, bodite tudi pozorni na navodila v smislu števila, izberi 3 dogodke in enega opiši. Tukaj se res izgubljajo točke, tako da res bodite pozorni na take stvari. Kako vam paše, kako vam najbolj ustreza oblika osnutka, veste najbolj sami, a gre za alineje, a gre za miselne vzorce, a gre za rožice, pač you do you.
najbolj pomembno pa je utemeljevanje. Utemeljevanje pomeni, da vi z konkretnim primerom iz romana nekaj pojasnite, utemeljite. Ne vem, naprimer, kakšen primer, kako zelo si Gatsby želi pridobiti recimo naklonjenost Daisy, pač, da se to izkaže ob njunem prvem snidenju. Ok, kaj je v prvem snidenju? Pač podate pač opis, kako se on potrudi za vse tiste rože, ki jih prinese in kaj vse želi narediti, da to pač Daisy dejansko vidi. Pač torej dejanski primer iz samega romana. V redu. Pogoste napake, tako kot sem zdaj že večkrat omenila, so pri vsebini. Se pravi, če vi ne boste sledili ustrezno navodilom, bo potem tudi vsebina napačna. Tukaj bodite pozorni na vse stvari, ki sem vam jih že omenila do zdaj. Jezikovna pravilnost ravno tako, predvsem bodite pozorni na to, kaj je tisto, kar vam povzroča največ težav. Znotraj same zgradbe se zavedajte tega, da tista navodila, ki so z razlogom. Se pravi, vas zelo jasno vodijo k strukturi eseja. Kar se pa tiče uvoda in zaključka, sem nekoliko že pojasnila prej. Nekaj nasvetov pa lahko še dam. In sicer ne prepisovati tiste uvodne povedi v navodilih. Naj vam bosta naslov in prva poved iztočnica. Absolutno bo to nekaj, kar vas bo seznanilo s temo, s katero se boste pač potem znotraj eseja tudi ukvarjali, izpostavljen bo problem, izpostavljena tema. Se pravi, v uvodu ne še odgovarjati na vprašanja. Se pravi, če boste razmišljali o uspehu, greste od nečesa, od neke splošne resnice, da se potem navežete naprej na neke konkretne like. Zdaj ne vem, če bi se v uspehu ukvarjali, kaj pa vem, da je uspeh, na primer, pomembna stvar vsakega človeka, in da uspehu stremi vsak posameznik skozi celo življenje, če bi bil to nek splošni prvi del, da si oba glavna lika potem želite uspeha, ampak da ga razumete na čisto različna načina. To bi bil že nekako dovoljšna vsebina za uvod. Uvod naj bi imel nekje od 2, 3 do 5 povedi. Za samo pisanje uvoda je največ prostora v smislu razmisleka. Bodite pozorni na kakšne citate iz knjige, ki so se vas dotaknili, ki so vam dali misel, ki so se vam pač res utrnili v spomin. To lahko potem dejansko citirate, lahko parafrazirate, da podate neko utemeljitev ob neki razlagi. Razmišljajte o kakšnih pregovorih. Vi morate kot pisci stremeti k temu, da ocenjevalca navdušite. In če on ima pred sabo pač 50-100 esejev, ga boste pritegnili na tak način, pravi, ohranjali njegovo zanimanje. Da ga bo, torej ocenjevalca, zanimala da ga bo zanimal vaš miselni proces in kako ste potem naprej razvijali vsebino samega romana. Kar pa se tiče zaključka, sem pa tudi nekoliko že povedala oziroma vam svetovala, nekako ne bi pač ta zaključna misel povzemala vse, kar ste napisali v eseju, in pač ste hkrati naj bi navezovali tudi na uvod.
kar v bistvu spet pomeni, da je potreben osnutek in vnaprejšnji pogled na to, kaj boste sploh pisali v romanu. Tako da pač res je dober esej jasen, urejen in smiselno povezan. In na koncu se lahko opredelite, potem pač obstajajo neke argumentacije za ali pa proti pri neki temi, s katero se boste ukvarjali, ampak se potem na koncu lahko ukvarjate s tem, katera je vam bližja, kateri sledite vi ali pa jo vi zagovarjate. Je pa ponavadi tako, da pač že zadnji del navodil nekako vabi v vsebini samega zaključka. Jaz sem v bistvu nekako pričakovala, da boste imeli še kakšno vprašanja, tako da je to tisto, kar sem pripravila pač kot same vsebine, zdaj pa pač seveda lahko karkoli še vprašate. Dajte izkoristiti, da imate Katjo tukaj na voljo, tako da res, če vas karkoli zanima, izvolite, imate zdaj najboljšo šanso. Aha, evo, Katja v chat že piše vprašanja, če lahko pogledaš. Ja. Ok, grem kar na vrh, da ne bom česa izpustila. Aha, ok, tako je. S katerim delom bi lahko povezali roman Čudežni Feliks? Ok, valjda večna skrb, ne. Je nekaj del, s katerimi pač ste lahko povežete vzporednice. Zdaj, če se boste odločili za zakup pač pri nas, vas bo čakal tudi webinar z tako bolj podrobno razlago. Je pa predvsem odvisno od teme, s katero se bo pač potrebno ukvarjati potem na sami maturi. Zdaj, ne vem, če se boste ukvarjali s primerjavo zgolj posameznega lika. Hamlet, na primer, je tudi človek, ki zelo intenzivno doživlja vpliv svojega očeta, se pravi to vprašanje očetovstva. Pač kar se tiče, kaj je v bistvu pa naloga njega samega, je v bistvu v svojih odločitvah samostojen, ali je to pač bolj izvrševanje očetove volje. Tukaj malo razmišljajte o tem, pač koliko dejansko poznate. Potem, ne vem, Štefanijo bi se dali primerjati s kakšno gospo Bovary, ampak je res odvisno od tega, s čim se boste mogli pač pa ukvarjati na dejanskem eseju. Navodila za vajo vas bodo čakala tudi na naši platformi in potem v nekem pač omejenem času, da se potem pač lahko tudi pošljete esej, vam ga popravimo, pokomentiramo, vam damo feedback. Je pa tako, da je pač to povpraševanje po esejih na koncu precej nas kakor razsujejo s temi eseji. Če se boste odločili, se odločite čim prej, da vam res lahko pač podamo nek dober komentar. Se pa tudi tako pač ocenjuje po vsaki postavki posamično, tako da točno veste, kje je tisto, kar lahko še, kaj je tisto, kar lahko izboljšate, oziroma kje rabite, na čem rabite še delati. Tudi v vodu. Ok, ja, če je smiselno, ampak ponavadi navodilo pač ne vabi. Mislim, navodilo, uvod ni zato, da vi podajate svoje mnenje, ampak oblikujete nek korak v to, s čim se boste pač v samem eseju ukvarjali. Tako da tisto, kar boste imeli v mislih za sam uvod, preoblikujte na ta način, da pač naredite en lep uvod oziroma potem pač si pustite potem to za zaključek.
esej se lahko pošlje do 30. Za jutri, kam to pošljemo. Pošljete lahko ali priprave na maturo. Lisa bo napisala zdaj v chat. Bom napisala, ja. Oba maila. Ne, drugače se pa lahko pošlje do 30. Okay. Lahko se, kot sem že rekla, ampak je povpraševanje na koncu res ogromno. Tako da dejte, če boste poslali, kar je absolutno dobrodošlo, pošljite čim prej, če želite pač mislim, če se boste lotili pisanja eseja zadnji večer, pa bo odziv slab, ali vam bo zbil vso pozitivno energijo, ki jo boste imeli, tudi če pa bojo izpostavljene stvari, na katerih lahko še delate, pa do naslednjega jutra ne boste mogli kaj veliko narediti, no. Glede na to, da imamo temo svet blišča in bede. Ja, lahko, ampak o uvodu morate res pač razmišljati, ne da si ga pripravite, ampak da razmišljate o njemu v smislu vseh področij, ki jih lahko blišč in beda v okviru teh dveh romanov pač se jih dotikajo, in da na ta način pač delate. Jaz se tudi lahko pač si naredite neko zasnovo, ampak da ne boste potem, ko si boste to zasnovali, pa ne bo uporabno pa razočarani, pa celi panični, kaj sploh, o čem pa sploh pisati, če odstopa od tega. Tako da jaz bi res svetovala, da o tem razmišljate v smislu, kje to Lisa, ti muha nagaja. Ja. V tem smislu, da pač imate iztočnice, ki jih potem lahko uporabite za pisanje uvoda. Katja, kar preberi vprašanja, zato da tudi če seveda. Če lahko roman primerjamo z več deli ali moramo samo z enim. Sama navodila, kar se jaz spomnim, je pač ravno to, vam daje opcijo, da to ni Gatsby, ampak je neko drugo delo, vendar je pač to delo eno, ne več njih. Okay. Če lahko kupimo samo popravljanje eseja, torej da ne zakupimo celotne platforme, lahko. Bo pa Lisa pač tukaj še v chat napisala ceno, pa kontakt, pa vse pomembne informacije. Okay. Kako lahko nadgradimo esej, da bo čim boljši? Predvsem to, da ko napišete nek esej, pa po možnosti dobite kakšen feedback, da potem v bistvu je že sam komentar zelo dobro izhodišče, pa iztočnica za to, na kaj morate biti pri pisanju naslednjega eseja pozorni. V bistvu res ni potrebno veliko, da vam kdo da kakšen komentar, zato ker vi kot pač tvorci besedila res ne boste pozorni, da je nekaj nejasno napisano. Vi se zmeri lotevate eseja tudi na ta način, da kada ga razlagate nekomu, ki pač dela ni prebral, pa morate njemu to predstaviti na jasen, urejen, tak smiselen način. Aktualizacijo pišemo v zaključku, odvisno, če vas k temu vabi samo navodilo. V zaključku ponavadi ne odgovarjamo več na pač sama navodila. Je pa tako, da je v tem zadnjem odstavku potem prostor tudi zato, da je v bistvu taka lep prehod potem tudi v zaključek. Okay? Lisa, pregled, ja. Okay. Evo, jaz sproti odpisujem
Ja, vidim, jaz imam pa tle tak mini ekranček in ne vem, da ne bom čisto. Sej, Katja, mogoče lahko tudi nehaš šerati ekran, pa si odpreš na večji chat, sej po mojem, da ne rabijo zdajle več gledati, pa lahko komu še pošiljajo vprašanja, oziroma če kdo želi tako vprašati, se komu. Ja, much better, ja. Če se splača med počitnicami še enkrat prebrati obe knjigi. Ja, se splača. Predvsem zato, ker tudi Čudežni Felix je res obsežen roman, a ne? In v bistvu boste ob ponovnem prebiranju tudi opazili marsikatero zanimivost, podrobnost, ki si je pač v prvem prebiranju niste zapomnili. Bi pa jaz tukaj tudi svetovala, da si potem tako v povedi ali dveh povzamete vsako poglavje, ali pa izpišete kakšen pač citat, oziroma pač si označite kaj, kar se vam zdi zelo pomembno, da potem to uporabite. Ne pa pretiravate, ne, pač knjiga je res dolga, tako da če si boste na vsaki tretji strani pač označili nekaj kot pomembno, pa bo to too much, pa na koncu se ne boste ničesar zapomnili. Tako da ne pretiravati. Sploh pa jaz res mislim, da glede na to, da ste tukaj, ste se že nekaj ukvarjali s tem, tako da se zdaj tega lotite na miren način. V smislu pač knjiga je, dobra knjiga je, bolj boš užival v prebiranju, bolj si boš zapomnil samo vsebino. Ok? Ja, super. Jaz mislim, da si na glavne stvari zelo lepo odgovorila, Katja. Anja me je še spomnila, da mogoče res še enkrat omenimo, ko sprašujete o dostopih, o popravljanju esejev in tako. Tako da še enkrat, dostop do naše platforme je za vse, ki boste prek KMŠ-ja kupili dostop, je znižan iz 150 € na 50 €. In 20% od tega vam še plača KMŠ. Tako da se lahko zahvalite klubu mariborskih študentov, da vam res tle pridejo ful na roko in vam še častijo en del dostopa. Tako da lepo od njih, dajte se kar Anji Hojsak KMŠ, jo imate tukaj na chatu, dajte se kar njej v direct message javiti, če bi želeli dostop do platforme. Je pa tako, da če pač imate dostop do platforme, imate tam gor res vse interpretacije obeh maturitetnih knjig, se pravi, imate 2 webinarja o Gatsbyju, pa 3 webinarje o Felixu, pa še en webinar, kjer primerjamo obe deli, oziroma jih Katja primerja, tako da boste njen glas tudi tam poslušali. Imamo gor na platformi z drugimi deli. Ja, to je tudi že noter zraven, ja. Tako da to, pa gor so tudi navodila že pripravljena za vajo, pač za pisanje esejev, tako da imate tudi to gor. In se lahko res dobro pripravite na tak način. Ja, tako kot sem pa že pisala, če pa želite poslati esej nam v popravilo oziroma v pregled, je pa to pač dodatnih 15 €, kar res pač tukaj si pri nas Katja in Anja, naša profesorica druga za slovenščino, res vzameta čas, da zelo natančno vam in pogledate esej, glede na res čisto vse kriterije, ki so pri maturi, se pravi in slovnično oziroma slogovno, jezikovno, vsebinsko, vse vam pogledata, napišete tudi neko okvirno oceno oziroma pač koliko bi na primer dobili točk, če bi bilo to na maturi, napišete zraven res personaliziran feedback za vsakega, se pravi, kaj bi lahko izboljšali, kje imate težave, kje ste močni, tako da kaj so pač dobre stvari, ker stvari vam grejo dobro. Tako da se pač res zelo potrudimo za vsakega posebej, kar se tiče teh esejev. Tako da ja, je pa ponavadi res tako, da nas zelo zasujete s temi eseji, zato smo pač letos postavili tudi rok, do kdaj je treba poslati, ker pač se je tudi zgodilo, da so nam tisti zadnji večer pred esejem pošiljali in pač na tak način ne moremo kvalitetnega feedbacka poslati vam. Zato da lahko res kvalitetne informacije dobite.
Jaz zdaj še dobivam par messageov, kam se obrnete, če bi hoteli zakupiti ta dostop od KMŠ-ja. Torej, kar napišite direct message Anji Hojsak KMŠ, imate tukaj, če izberete direct message Anja Hojsak KMŠ, samo njej napišite ime, priimek pa svoj e-mail in vam bo potem ona vse informacije poslala, tako da boste sigurno dobili ta prave informacije. Če ima še kdo kakršnokoli vprašanje, pa kar pošljite. Če pa ne, pa srečno na maturi. Točno to. Če ni drugih vprašanj, potem vam mi želimo vso srečo na prvem delu. Sigurno vam bo šlo super, vi sam mirno, pa bo vse okej. Good luck jutri, torej. Primerjamo. Dogodli. Super. Hvala, da ste danes prišli in smo na vezi. Se vidimo, se slišimo.